zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Super, hvala Marli. Marli, hvala, Miha. hvala. Tjaša. Živjo. Kaj pa je? Kaj si pa ti tako Ker utrujena? prijetno utrujena, veš? Ja? Ja, spet sem šla z mojo Ajko na sprehod. A veš, kako je bilo lepo. Joj, ta moja Ajka, kako je to en prijazen kuža, najbolj prijazen kuža na svetu. Saj, večinoma so kar prijazni, čeprav Ja. sosedov Runo je pa prav žleht. A dej. A ti je že To samo. raztrgal kakšne hlače? Ja, samo sem ga malo izzival. A, to si pa no. ti sam kriv. Res. Tako A je. vama pokažem? Sem prinesla že prej slikce od Ajke, pa en filmček vama bom pokazala. Čakaj, sem da še telefon, ker sem jo posnela, ker sem jo česala, pa ker sem se crkljala. Bi videla? Ja, Čakaj, prosim. bomo pogledali en filmček, prav? No, pa dajmo. Kako je lušna. Super, in A kako je ne. prijazna.
Ampak delaj pa tudi kar veliko z njo. Ja, seveda, to je kar velika obveznost, če dobiš kužka. Ne? Ja. Moraš skrbeti vsak dan za njega, da dobi za jesti, pa da ga počešeš, pa da ga pelješ na sprehod, pa drekce za njim pobereš, ko se pokakajo. Pa seveda celo goro crkljanja potrebujejo. To je najlažje delo. Ja, pa Ja. če zbolijo, jih peljemo k veterinarju, k zdravniku, pa seveda tudi živali je treba cepiti, če za kakšne bolezni. Tako da kar nekaj dela, ampak toliko ljubezni ti dajo te živali in kužki. Ni mala šala imeti kužka. Ni? Ampak pes je pravi prijatelj in to je res. Ajka je vedno vesela, ko jaz pridem domov. Nikoli ni slabe volje, veš? Kako Tako kot lepo. včasih ti. Ja, Ali pa jaz, a ne? Miha kot tudi ljudi, ni, ne? ljudje smo Ljudje smo bolj slabe tako. volje. Vidiš, Miha je medved. Tudi on ni, a si ga že kdaj videl? Slabe volje. Če ima dovolj medu, je vedno srečen. Tako, Miha je vedno srečen, če ima dovolj medu in dovolj piškotov. Ja. Sedaj sem vaju poslušal, ko sta se tako lepo razgovorila o kužkih. Pa se vama zdi, da veste veliko o kužkih? No, Tjaša verjetno več kot Ja, ampak jaz sem prepričan, da jo lahko še kaj naučim. Ja, Ja, jaz bi bila zelo vesela. no, Tudi jaz. prisluhnita, vam bom več razložil o kužkih. No, kljub temu, da so kužki potomci volkov in jih uvrščamo med zveri, so domači psi fiziološko vse jedi, v večji meri, tako kot mačke. Ja, jedo meso, pa tudi žita in zelenjavo. Psi imajo zelo dobro razvit sluh. Ja, razpon frekvenc, ki jih lahko zazna pasje uho, je približno nekje od 40 do 60 tisoč hercev. To je zelo visoko. Torej lahko pa sliši mnogo više frekvence od človeka. In poleg tega jim zelo gibljivi uhlji omogočajo hitro določanje smeri, iz katere prihaja zvok. Ja, ter skoraj 4-krat natančnejše razločanje zvokov, ki prihajajo različnih smeri. Ja, tako boljši sluh ima kot človek. Zanimivo. Zelo, Zato a pa ne? tako No, hitro šibajo, če slišijo kakega mačka ali pa srno, naprimer. ja, tako. Ker slišijo tudi zelo visoke frekvence. No, in ker mladički oddajajo te visoke frekvence, jih mame zelo dobro slišijo. In to predstavlja večjo varnost za mladičke, saj jim z lahkoto sledi mati in točno ve, kje so in usliši njihov najmanjši šumček. Zato tako visoko cvilijo. Ja, tako da jih mama ja, če... ja, ja. Kako delajo marli? Ja, tako. Ja, res Tako je. visoko, ja, res Ja, je. tako da jih mama sliši. Ampak to še ni vse. Pasji vid je prilagojen za učinkovitost pri lovu. Psi zato izredno dobro zaznavajo premikajoče se objekte. Tudi na dolge razdalje dobro vidijo. Normalna telesna temperatura kužka je v povprečju 38,9 stopinj Celzija. Kar Ja, visoko, ne? ne? Mi bi že ležali v posteli z Ja. tako visoko temperaturo. Res je. Ja. Srčni utrip je od 70 do 120 udarcev na minuto. Dihanje pa od 18 do 34 vdihov na minuto. Tudi kar zelo hitro, ne? Hitro dihajo, ja. Ja. Psi imajo krajšo življenjsko dobo od ljudi. Na leto pasjega življenja, kot je 10 do 12 človeških let v prvih 2 letih. To se pravi, prve 2 leti psa štejemo kot 10 oziroma 12 človeških let. Ja, potem kasneje pa traja 4 človeška leta. To se pravi, da je eno pasje leto se šteje kasneje kot 4 človeška leta. Čakaj, če je Ajka stara 12 let Ja, in se prvi 2 leti šteje, recimo,
kaj prvo leto 12, in potem 10, Ja, recimo, ja, 22, ja. in potem še Še 4 krat 10. Je 40. 50, 66? Ja, res je. Ne, Potem je Ajka v Dva- človeških letih. 62. Morda. Jaz sem na dopustu, da se mi Se računati. pravi, Ajka že kar v Priletna penziji, gospa. ne? Ja, ja. Ja, tako je. No, ampak dejanska življenjska doba je močno odvisna od telesne velikosti in zdravja. Manjše pasme praviloma živijo dlje od večjih. Gledano v celoti je srednja življenjska doba psov malo nad naših 10 let. Ja, ampak mešanci živijo nekoliko dlje od pasemskih psov. Če upoštevamo povprečje vseh pasem, vendar predstavniki nekaterih pasem običajno dosežejo bistveno višjo starost od povprečnega mešanca. No, pa si poglejmo pasme psov. Pasme psov. Krvosledec. Bernardinec. Doberman. Nemški ovčar. Dalmatinec. Mops. Nemška doga. Čivava. Labradorec. Buldog. Samojed. Jazbečar. Škotski ovčar. Pudel. Pitbull. Bull terrier. Bokser. Rottweiler. Sibirski husky. Zlati prinašalec. Bernski planšar. Hrt. Novofunlandec. Maltežan. Shih Tzu. Pekinčan. Šnaucer.
koliko pasem, koliko Ja. kužkov. Zelo Ja, pa veliko. sploh ne veš, kateri je lepši. Ha? Vsi so po svoje prikupni. Tako je, tako je. No, in če bi tudi vi radi imeli kužka, in kako skrbimo za kužke in vse te stvari, si bomo pa pogledali v naslednjem videu. Nega in skrb za psa. Pri krtačenju kratkodlakih psov je potrebno manj truda kot pri krtačenju dolgodlakih psov. Tudi psom je treba umivati zobe. Psom je treba kremplje odstriž, če ne se lahko kaj zagnoji. Psom čistimo ušesa z vatkami. Pse je treba sprehajati vsaj 3-krat dnevno. Pasje iztrebke vržemo v koš za smeti. Pes ne sme jesti človeške hrane. Kar veliko dela je z njimi. Ja. Ja, zelo, zelo, ampak se splača, se seveda. splača. Ja, ker kužki so res pravi prijatelji. Vedno so te veseli, čutijo tvojo žalost in te znajo. Razveseliti. Ja, bravo, ja, Pomiriti, hvala, ne, Mardi, smo žalostni. tebe sem čakal. Ja. Tebe sem čakal, ja, in te znajo razveseliti, in svojo bližino te znajo tudi potolažiti. Ja, so pa tudi pravi zabavljači, ki nas lahko nasmejijo do solz. To je pa res. O, te kužki nagajivi.
Karli, a ima Miha danes rojstni dan? Vem, izgledaš že tako. Ne, Miha, tole pa niso kozarčki za rojstni dan. ne? To so kozarčki za igro. In pred vama je pripravljena moja najnovejša igra. Wow, Ja, Lično. nekaj zlončki. ja, pod te kozarčke sem vama skril številke. In sicer številke od 1 do 10. Pod vsakim kozarčkom je drugačna številka. Igra pa gre takole. Dvigneš kozarček in če je spodaj številka 1, jo hitro zagrabiš in neseš na drugo mizico. Ja, na tej mizi moramo sestaviti številčni trak. Tako, to se pravi številke od 1 do 10 po vrsti. In tudi, ko jih nosimo iz te mize na drugo mizo, jih moramo nositi po vrsti. Tako naprej nesemo številko 1, potem 2, potem 3, ampak jo pa moramo najti, kje se skrivajo naše številke, pod katerim kozarčkom. In ko odkriješ, in če ni tista številka, ki jo potrebuješ, pokriješ nazaj. Dobro, Ja, zmaga tisti, ki prvi sestavi številčni trak od 1 do 10. Dobro. Ja. Boš ti dal znak, da Je začneva? vse razumljivo? Ja, razumljivo, zelo. Ja, no, potem pa kar začnimo. Na 3, 4, zdaj. Evo, gremo. Začnemo številko 1. No, bravo, Tjaša je že. Super. Kdo mislite, da bo hitrejši? Kdo stavi? Kaj meni manjka, šestka? Ja, nisem pogledala. Ne mi ne manjka. Sedem. Ta pravila morajo biti verjetno obrnjene. Ja, se pravi. Mislim, da sem zamešala. Tjaši manjka samo še ena. Ampak tole mislim, no, saj bo. Ampak mislim, da bi morala tole tako obrniti. Ne vidi. Ali je bilo prav to? Bravo, Tjaša! 10. Bravo, Tjaša je zmagala! Čestitke! Lično. Čestitke! Odlično, Tjaša! Super, evo, Petka. Mali je pa prišel do številke 8. Kaj zabavno, ne? Tudi to je Pa še zelo kar dobro. malo se natelovadiš. Natelovadiš, morda bi lahko dala mizico še bolj tja in bi se še bolj natelovadila. In ne Ampak ja. telovadiš tudi možgančke, kaj ne? Ja, kot nek Ja. spomin. Ja, tako je. Ja, super igra, Miha. Ja, hvala, me veseli, da vama je všeč. Zelo. Ja, nič, greva še eno. Gremo mi dva še enkrat, kaj pa otroci? Ja, tudi oni naj grejo še enkrat. Ja, dajte si, napišite številke, kozarčke, mizice pripravite ali pa kar na tla zlagajte. Igrajte se, v Pa glavnem. vidimo, kdo je boljši. Gremo še eno, gremo še eno. Pejmo, pejmo. Tjasha, I know you have a very special dog. Ja, res imam zelo posebnega psa oziroma psičko. Oh, okay. What's her name? Ajka. Ajka. Njeno ime je Ajka. What a beautiful name. Is she dangerous? Če je nevarno, dangerous? Ne. No. Ne, niti malo ne. Zelo, zelo je prijazna. She's a nice dog. Very nice dog. Oh, Zelo nice. prijazna. What does she eat? Does she eat bones? A kaj je? Bones, kosti? Kosti rada gloda, ja. What else? Meso, Meat? med, ja, zelo rada. Rada ima tudi testenine. Pasta? Pasta, ja. What about dog food? Dog food, ja. Tudi, ampak še raje ima kuhano hrano. Like the food that people eat. Ja, Okay. hrano, ki jo jejo ljudje. Oziroma za njo skuham posebej. Whoa, she's a classy lady.
Is she an indoor or an outdoor dog? Aha, če je notranji ali zunanji pas. Oboje, both. Both. Indoor and outdoor dog. Indoor notranji in outdoor zunanji. Yeah? Ja. Okay. Now, I can't wait to meet her. Can I see her? Seveda jo lahko vidiš. Okay. Before you show her to me, let me check your vocabulary. How do you say? I mean, what does dog mean? Dog. Kuža. Pes. Okay. Dangerous. Dangerous. Nevaren. Okay. Bone. Bone. Kost. Meat. Meat. Meso. Dog food. Pasja hrana. What about indoor dog? Notranji pes. Outdoor dog? Zunanji pes. Very cute dog? Zelo luškan kuža. Okay. Pes. Can I meet your very cute dog now? Ja, pojdiva jo spoznati. Let's go. Let's go. V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico. Dragi otroci, če znate tudi vi plesati, peti, igrati na kak inštrument, lepo risati, se voziti po zadnjem kolesu s kolesom ali kaj posebnega, pošljite nam vaš posnetek na našo Facebook stran ali pa na e-mail, ki je spisan tukaj spodaj. In z veseljem vas bomo predstavili v naši oddaji. Jaz obožujem metulje. Tako so lepi, pisanih barv. In danes sem si zaželela, da si sama ustvarim metuljčka, ki mi bo polepšal mojo sobico. Vzela bom 2 papirja različnih barv, lahko je barvast. Jaz sem za krila vzela kar belega, zato ker jih bom porisala. Tole bo pa za trup in glavico. Se pravi, potrebujemo papir, škarje, lepilo, tipalke, če jih nimate, jih lahko izdelate, oči, tukaj bomo izbrali potem še oči, pogledala, če bodo te v redu, in gremo. Izdelali bomo pa s pomočjo svojih dlani. Najprej list papirja, katerega boste izbrali za krila, prepognemo na polovico. Vidite, tako se odpira. Tukaj, kjer se papir drži skupaj, vidite, tukaj se odpira, tukaj, kjer se drži skupaj, položimo roko. Tako. Vzamemo še pisalo in naredimo obris naše roke. Moje je. Sedaj pa to izstrižemo. Samo prste izstrižemo, tukaj pustimo. In ta krilca razpremo. Ja, ste prav slišali. To bodo metuljeva krila. Sedaj pa izstrižemo tukaj še trup in pa glavo. Jaz bom kar na drugo stran narisala. Takole glavico. Pogledamo, koliko velikega rabimo. Tako. In pa tak trup. Če bo prevelik, ga bom že potem obrezala. In izstrižemo. Tukaj namažemo dobro z lepilom.
prilepimo. Še oči. Če jih nimate doma, jih seveda lahko sami izdelate iz belega in črnega papirja. Tako, in da bo naš metuljček še lepši, mu bomo pobarvali krila. Bom danes izbrala kar voščenke, lahko pa barvice, flomastre, lahko tudi vodene barvice. In dajmo ga polepšati. Malo je že polepšan, kaj mu pa manjka? Tipalke. Če imate doma tole mehko žičko, lahko uporabite to, drugače jih izstrižete iz papirja, vzamete slamice ali pa kakšne palčke. Tipalke bom pa prilepila kar s selotejpom oziroma z lepilnim trakom. In sedaj naj tale naš metuljček poleti na travnik med pisane cvetlice. Lepo pozdravljeni zopet. Danes se bomo igrali z majhnimi kroglicami iz stiropora. Moje so barvne, lahko vzamete tudi bele, malo večje, malo manjše. Kupite jih lahko v vsaki poceni trgovini ali pa prosite očka. Potrebujete še 2 steklenici, prazni steklenici, prozorni. V eno skoraj do vrha natresete stiroporne bungice, v drugo pa skoraj do vrha, nekako takole do 3/4 nalijete vodo. Sedaj pa previdno. Takole. Nastavimo eno proti drugi in na hitro obrnemo. In opazujemo, kaj se dogaja. Morda smo. No, kakšen poskus se pa včasih tudi ponesreči. Predlagam vam, da uporabite namesto plastenk steklenice s širšo odprtino, pa prosite še očka ali mamico, da vam pomaga. Takole. Marli, kaj je to? Tole je pa izziv za minuto. Ja. Vzemi balonček. Ja. Tukaj imava 9 kozarčkov plus enega. 10. 10. Kaj bova počela? Kozarčke bova prenašala brez rok s pomočjo balona. Da ti Zanimivo. najprej pokažem. No pa daj. Takole. Aha. Potem pa bova ostale lončke zložila v tega. Kdor vse zloži prvi, je zmagovalec. Paziti pa moraš. Povej. Ko balon napihneš, Ja. moraš zrak spustiti ven tako, da ga z zobmi malo stisneš in usta odpreš, da, poglej, Ja.
ker drugače ti gre v zrak iz balona nazaj v pljuča in to pa ne lahko bi bilo, zaboli. ne bi bilo dobro. Dobro, ja, da si upozoril, Prvi lonček predaj kar seveda sem pripravil. kar pripraviva, Tako. tako in No, pa da vidiva. Še čakava na odštevalnik. seveda. In 3, 4, zdaj. No, kar zahtevna tale igra. Konec. Konec. Bravo, super. oba. A veš, kaj predlagam? A bi še šel do konca, da vidiva? A? Lahko, Ne da bomo vidiva. šli na minuto, da vidiva. Kdo je komu- končni zmagovalec? Ajde, pa 3, dajva. 4, zdaj. Zdaj. Bravo. Kar zahtevna igra. Če pa otroci še ne zmorete, pa dajte to nalogo mamicam in očem. Vi jih pa Ja, gledajte vi jih in pa se navijajte. jim smejte. In se jim smejte. Kralj je imel na svojem vrtu lepo jablano, ki je rodila zlata jabolka, a jih niso mogli nikoli dopiti. Vsako jutro je eno manjkalo. Noč in dan je postavljal k drevesu straže, da bi zasačile tatu, toda tudi najboljši stražniki niso mogli nikoli dobiti nikogar, ki bi hodil po jabolka, pa je vendar manjkalo vsako jutro eno. Vse to ni nič pomagalo in vojaki so se že branili hoditi na stražo. Kralj pa je imel 3 sinove. Starejša 2 sta bila bolj samosvoja in mlajšega brata nista nič kaj marala. Kralj je naročil stražiti tudi sinovom in prvo noč je šel najstarejši. Vzel je puško, jo dobro napolnil, hodil gor in dol in gledal okoli sebe, kdaj in od kod bo kdo prišel. Vso noč ni bilo nikogar, toda drugo jutro je spet manjkalo eno jabolko. Drugo noč gre stražit drugi sin. Z nabito puško hodi gor in dol, kakor prvi in gleda okoli sebe, kdaj in od kod bo kdo prišel nad jablano, pa nikogar ni bilo. Jabolko pa je spet manjkalo. Tretjo noč gre stražit najmlajši sin. Na mesto svinčenim zrnom nabije puško z grahom, češ, da tatu ne bo streljil, temveč ga bo samo spoznal, kakšen tiček je to, ki zna tako krasti, da ga nihče ne zasači. Zvečer stopi pod drevo, upre oči v jabolka in ne odstrani pogleda nanje. Kar prileti okoli polnoči z neba ptica, tako tiho, da se ni nič slišalo in se spusti na drevo. Skremplji prime jabolko, najmlajši sin pa pomeri, sproži in odstreli 3 peresa. Ptica se ustraši, pusti jabolko in zleti. Sin pobere peresa in vidi, da so iz čistega zlata. Ko brata slišita strel, pritečeta k najmlajšemu in ga vprašata, od kod je prišel tat.
On pa jima reče: gledala bi, pa bi videla. Nato odide k očetu in mu pokaže zlata 3 peresa. Ker so bila peresa iz zlata, si je kralj mislil: kako lepa mora biti šele ptica, ki ima taka peresa. Ker bi jo rad imel, reče na glas: kdor mi prinese, bo kralj. Najstarejšega je kraljestvo zelo mikalo. Vzel je brašno in puško in šel iskat ptico. Šel je v gozd, kajti v gozdu so ptice najrajši, češ, tam je bo že našel in dobil. Hodil in hodil je po gozdovih in se oziral po drevesih, da bi zagledal ptico. Toda zlate ptice ni bilo na nobenem. Pride do jase in ker je bil zelo lačen, stopi s konja, sede na tla, vzame brašno iz torbe in začne jesti. Tedaj pa pride k njemu medved in ga prosi, naj da tudi njemu kaj jesti, in reče: daj še meni malo, ker sem zelo lačen. Toda kraljevič se obrne, zareži nad medvedom in pravi: saj bo komaj zame dosti, pa bom še tebi dajal. Poberi se od mene, zate in za take, kot si ti, so v gozdu zverine. Pojdi in lovi jih. Medved se obrne in pravi: le počakaj, še slabo se ti bo godilo, zarenči in odide. Ko se kraljevič naje, gre dalje in pade v roke roparjem. Vse mu vzamejo, kar je imel, denar in konja, in mu zažugajo, da ga bodo celo umorili, ko jih je prosil, naj ga pustijo, ker je kraljevi sin. Ko pa jih je le za božjo voljo prosil, naj mu vsaj življenje pustijo, so roparji rekli, da drugače ne, le če se jim pridruži in hodi z njimi ropat. Ja, kaj je hotel? Še dobro, da ga niso umorili. Šel je z njimi in postal ropar. Leto je preteklo, tudi starejšega sina še ni bilo domov. Zato reče drugi sin očetu, da namerava zdaj on iti iskat zlato ptico. Oče ga pusti, ker je obljubil, da se ob letu vrne domov, naj dobi ptico ali ne. Oče mu da konja, puško, denar in brašno. Drugi sin se napravi, zajaha konja in gre po isti poti, po kateri je šel že starejši brat. V gozdu gleda po drevesih, po zlati ptici, toda zaman. Tudi on pride do tiste jase in je tudi on postal lačen, se ustavi, stopi s konja, vzame brašno iz torbe in začne jesti. Spet pride medved in ga prosi, naj mu da malo, ker je tudi on lačen. Toda tudi ta brat ga napodi kot prvi in pravi: poberi se od mene, ozate in za take, kot si ti, so v gozdu zverine. Pojdi in lovi jih. Medved se obrne in pravi: lepo čakaj, še slabo se ti bo godilo, zarenči in spet odide. Ko se srednji brat naje, gre dalje in dobijo ga roparji. Vzamejo mu vse, kar je imel, denar in konja, in mu rečejo, da ga bodo umorili, kajti starejši brat ga je spoznal in se zbal, da bi očetu ne povedal, da je postal ropar. Ker pa le prosi in prosi, mu prizanesejo, seveda, če se jim pridruži in dela to, kar oni. Kaj je hotel? Šel je z njimi in postal ropar. Spet je preteklo leto in tudi srednjega sina ni bilo nazaj. Zdaj reče očetu še najmlajši sin, da hoče tudi on iskat zlato ptico. Oče pa mu pravi: 2 sta že šla in ju ni nazaj. Če hočeš iti še ti, tudi tebe ne bo. Ostani doma, vidiš, edino tebe še imam in hočeš, da še tebe izgubim. Toda sin ni dal miru. Tako dolgo je prigovarjal očetu, da ga je pustil ter mu dal konja, denar in brašno. Najmlajši sin je jezdil po isti poti in prišel na isto jaso, kjer sta bila prejšnja brata. Razjaha konja, vzame brašno iz torbe in začne jesti. In spet pride medved in ga prosi: daj, še meni malo, saj vidiš, da sem lačen. In ta, sin dobrega srca, reče: o, le jej z menoj, kolikor hočeš in kolikor se ti ljubi. Bo že kako šlo, če zmanjka. In medved je jedel in jedel, da je njemu le malo ostalo. Nato seže v torbo in jo popolnoma izprazni.
Toda medved spet je, da je bil kraljevič prav malo deležen hrane. Medved pa še ni bil sit. Reče mu: "Daj mi še konja, da še njega pojem, ker sem lačen." "Saj bi ti ga dal, pa nimam potem s kom jezditi," je rekel. Medved mu odgovori: "Boš pa mene jezdil." Kraljevič pravi: "Kako bom tebe jezdil, ko se mi bo vsak smejal, ki me bo videl?" Medved pa mu spet reče: "Naravnost ja te bom prinesel, ker je tista stvar, ki jo iščeš." Ko kraljevič sliši, si misli: "Če ti veš, kaj jaz iščem, potem tudi veš, kje je." In reče: "No, pa ga le pojej, da se naješ." Tedaj plane medved nad konja, ga raztrga in se naje. Ko se naje, reče kraljeviču: "Zdaj pa ureži leskovsko šibo, ki je v enem letu zrasla. Zajahaj me in prinesel te bom do zlatih ptic." Mladenič je urezal leskovo šibo in sta delala in pridirjala sta do skale. Pri skali se je medved ustavil in reče: "Tu, v tej skali je cela jata zlatih ptic v zlatih kletkah. Mahni z leskovo po skali, odprla se bo. Pojdi vanjo in vzemi prvo ptico, ki ti pride v roko. Toda nikar ne izbiraj, da se ne zbudijo stražarji in te ne ujamejo." Stopil je z medveda, mahnil z leskovko po skali in skala se je odprla. Stopi v lep, velik prostor. Na obeh straneh so visele zlate kletke z zlatimi pticami, prva lepša od druge. Šel je od ptice do ptice in vsaka mu je bila bolj všeč, dokler ni prišel do konca votline, kjer je bila najlepša ptica. Njo vzame in se obrne. Toda še preden pride do drugega konca, se zbudijo stražarji, ga primajo in mu zažugajo. Vprašajo ga tudi, zakaj je hotel ukrasti ptico. Mladenič pa se še nikoli ni zlagal in pove vse od konca do kraja. Obljubili so mu, da ga izpustijo in mu podarijo ptico, če jim pripelje tako iskrega konja, da mu v 9 deželah ni enakega. Ko pride iz votline do medveda, mu reče medved: "Vidiš, zakaj me nisi ubogal in vzel takoj prve ptice, do katere si prišel? Jaz sicer vem za takega konja, toda moraš me ubogati in storiti, kakor ti bom rekel. Vzemi leskovko, sedi spet name in si misli, da bi bil rad tam, kjer so tisti konji, ki jim v 9 deželah ni enakih." Mladenič je vzel leskovko, sedel na medveda in si mislil: "O, da bi bil tam, kjer so tisti konji." Komaj je to pomislil, je že bil pred skalo. Medved mu reče: "Udari s šibo po skali in skala se bo odprla. Tam boš našel celo čredo konj. Odveži prvega, ki prideš do njega in se nikar ne oziraj, da se ne zbudijo stražarji in te ujamejo." Mladenič stopi z medveda, udari šibo po skali, ki se odpre in razmahne v votlino. Na obeh straneh so stali privezani konji, lepi, da bi jih kar gledal, prvi lepši od drugega, zadnji na konci jame pa najlepši. Tega mladenič odveže in odpelje iz jame, toda od topota kopice zbudijo stražarji, ga primajo in mu hudo zažugajo. Vprašajo ga tudi, zakaj je hotel ukrasti konja. Po pravici jim pove vse od konca do kraja in obljubili so mu, da ga izpustijo in mu dajo konja, če jim prinese morsko deklico. Mladenič jim to obljubi in odide iz jame. Ko pride do medveda, ga medved ošteje kot prvič. "Saj sem ti rekel, zakaj me vendar nisi poslušal? Vem, kje in kako bi se dala dobiti morska deklica. Tu spodaj, ni daleč morje. Pojdi v mesto in si nakupi vsako vrstnega blaga, z njim pojdi na breg morja in ga tam prodajaj. Prišle bodo 3 morske deklice. Kupčuj samo s tisto, ki ti bo najbolj všeč. Ko bo nakupila in hotela oditi, naj ti da roko, da bo sreča večja. Takrat pa si misli, da bi bil rad pri konjih. Močno si zaželi in tam boš, kjer si želiš. Tako delaj ves čas." To medved reče in gre svojo pot. Mladenič gre in pride do mesta. Tu nakupi vse vrste kramarskega blaga, trakov, šivank in drugih podobnih reči. S tem blagom gre k morju in ga tam razloži na prodaj.
pridejo 3 morske deklice. Prva lepša od druge. Toda kupčeval je samo s tisto, ki se mu je zdela najlepša. Ko je deklica nakupila, kar je želela, in mladenič reče, naj mu seže v roko, da bo sreča večja. Deklica mu seže v roko, on pa si misli, ko bi bil zdaj pri konjih. Kakor bi trenil, je bil mladenič z morsko deklico pri konjih. Tam so mu dali prej obljubljenega konja in vsi zamaknjeni so gledali morsko deklico, pa se je niso mogli nagledati. Mladenič sede na konja in preden gre jih prosi, da bi še smel deklici seči v roko za slovo. Radi so mu dovolili, veseli, da so le deklico dobili. Kraljevič ji seže v roko in si misli, ko bi bil tam, kjer so zlate ptice. Kakor bi z očmi trenil, so bili pri zlatih pticah. On, morska deklica in konj. Vsi veseli ogledujejo konja, tako lepega in ognjevitega. Ročno mu prinesejo najlepšo ptico v najlepši zlati kletki, ko še s konja ni stopil. Toda, kakor hitro je dobil ptico in prijel deklico za roko, si je mislil, ko bi bil zdaj pri medvedu. Takoj so bili pri medvedu on, morska deklica, konj in zlata ptica. Medved mu reče, zdaj imaš vse in čaka te sreča. Samo enega se varuj, kupovati mesa z vislic. Medved to izgovori in gre svojo pot. Mladenič pa jezdi z morsko deklico dalje proti domu in prijezdi v mesto. V mestu je vrelo skupaj polno ljudi. To se mu je zdelo čudno in poprašal je prvega, ki je prišel mimo njega, kaj to pomeni. Ta mu pove, da peljejo obesiti 2 tatova. Stopi bliže, da bi videl, kdo sta ta 2 nesrečnika. Toda v njiju spozna svoja starejša brata. Vpraša, kaj sta storila in povedo mu, da sta zelo veliko pokradla. Smilita se mu, saj sta vendar brata, zato vpraša, ali jo je mogoče rešiti. Pač, mu rečejo, odkupi jih lahko kdor plača še enkrat toliko, kolikor sta naropala. Ker je imel od doma še dovolj denarja, našteje odkupnino in gre svojo pot iz mesta. Ko sta brata izvedela, da sta rešena smrti, bi rada vedela, kdo jo je odkupil in vse po vrsti sta spraševala, kdo je njun rešitelj. Pokazali so jima pot, po kateri je šel iz mesta. Gresta za njim in ko ga zagledata, spoznata, da je njun brat in da nese domov zlato ptico. Zbala sta se, da bi doma ne povedal, kaj se je tudi njima zgodilo. Iz zavisti sta ga ubila in pustila mrtvega na cesti. Vzela sta konja, morsko deklico in zlato ptico in šla proti domu. Vse se jo je razveselilo, posebno pa oče kralj. Konja so dali v hlev, tudi bil je tako nemiren, da se mu ni mogel nihče približati. Tudi morska deklica je bila tako žalostna, da ni mogla spregovoriti niti besedice. Zlata ptica je povesila glavo in ni več dala glasu od sebe. Vsi so mislili, da bo umrla. Tedaj pa pride medved do mrliča na poti. Izkoplje neko korenino, jo stolče na kamnu, kane sok mrtvemu v usta in mladenič oživi in ozdravi. Nato je medved izginil in nič več ni bilo slišati o njem. Mladenič pa se v strgani obleki vrnil domov, toda nihče ga ni spoznal. Vpraša po svojem konju in vsi ga debelo gledajo, saj mislijo, da je malo trčen. Pokažejo mu konja v hlevu in povedo, da se mu ne sme nihče približati, ker je tako nemiren. Mladenič stopi k konju. Ko ga konj zagleda, začne veselo razgetati in se mu pusti božati in glediti, kakor bi bil najbolj krotka žival. Vsi strmijo. Nato mladenič spet vpraša. Kje je moja ptica, zlata ptica? Dajte mi jo nazaj. Šel je naravnost v sobano, kjer je visela kletka z zlato ptico. Komaj ga ptica zagleda, začne na ves glas tako nebeško prepevati, da se je razlegalo po vsem gradu, kakor bi godli sami nebeški angelci. Ko kralj sliši ptico tako prepevati, prihiti v sobo, iz druge sobe pa morska deklica, ki se je to čudno zdelo. Komaj zagleda mladeniča, razpne bele ročice, skoči k njemu in ga objame, se ga oklene in pritisne na srce, da ga ne bi hotela več spustiti. Oče je spoznal svojega sina in ko je izvedel, kako grdo sta ravnala brata z njim, se je zelo razhudil in
oba sinova spodil, ker sta si to tudi zaslužila. Mlajšemu pa je dal kraljestvo in naredili so veliko zabavo, kajti oženil se je z lepo morsko deklico in zlata ptica jima je milo pela. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo, ne vihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom